Oddaja Odnosi so zakon. Dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Danes je moja gostja ponovno Erika Novak, moja sodelavka, ki nas je v prvi oddaji popeljala v svoja leta odraščanja in življenja v družini z očetom alkoholikom. V današnji oddaji pa se bova dotaknili posledic, ki jih skozi življenje nosijo otroci s podobno izkušnjo. Še prej pa, kot smo že navajeni, čas za molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nebeški Oče, v današnjem dnevu prihajamo pred Tebe takšni, kakršni smo, z našimi napakami, pomanjkljivostmi in ranami, z našimi življenjskimi izkušnjami in preizkušnjami. Za vse, kar smo, tudi za tiste stvari, ki nas bolijo, se Ti zahvaljujemo. Zaupamo, da Ti zmoreš ozdraviti vse naše rane. Preko ljudi, ki nam jih pošiljaš na pot, nam pomagaš, da prepoznavamo, na katerih področjih moramo še rasti. In na poti rasti si z nami. Bodi z nami tudi v teh minutah, v tej oddaji. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Erika, kako si? Si v redu? Ja, danes sicer malo bolj na trnih, ker tokrat govorim o sebi, o tisti Eriki, ki je mogoče včasih nimam rada, pa jo sprejemam, tako da pikico drugače kot zadnjič, ampak z Božjo pomočjo bo vse šlo. Velja, potem pa predlagam, da kar začneva in se podava v neka področja, za katera mislim, da se bodo mnoge ženske v njih prepoznale. Vsaj jaz sem se, ko sem se na to oddajo pripravljala. Raziskave pravijo, da so deloholizem, anksioznost, torej pretiran strah, perfekcionizem, pogoste posledice, ki jih nosijo tisti ljudje, ki so bili v otroštvu zaznamovani z alkoholizmom in drugimi oblikami zlorab. Verjetno si tudi ti kot otrok očeta alkoholika in mame, ki ti ni zmogla nuditi neke varnosti in sprejetosti, zaznamovana s temi načini delovanja. Ja, zagotovo. V čisto vseh teh treh vedenjskih vzorcih se najdem. Bi želela najprej ene vzporednice potegniti med temi vedenjskimi vzorci v otroštvu in potem v odrasli dobi. Ne vem, ko sem bila majhna, ko se je ko so se dogajale te zlorabe, o katerih sem v prejšnji oddaji govorila, je bilo čisto normalno, da sem se kot otrok zaščitila. Zaščitila s to pridnostjo, to lažno pridnostjo, to tako pogosto slovensko pridnostjo, ki jo potem preneseš v odraslo dobo in si tudi kot odrasel priden. Zadnjič sem poslušala en intervju in tam govorijo o tej slovenski pridnosti, o tem izrazu, ki je nam Slovencem tako lasten in ga tako pogosto uporabljamo večinoma v napačne namene. In jaz se spomnim, da sem velikokrat tudi v družbi govorila o svojem možu, kako je priden. In taka, kot sem bila, pridna, ubogljiva, marljiva, vse narediti, vse porihtati, vse poštimati, taka sem potem tudi zdaj v odrasli dobi. S tem, da zdaj se tega zavedam, dolga leta se pa tega nisem zavedala. In recimo primeri v službi. Ne vem, vedno sem imela veliko dela. Redko sem nadrejenemu povedala, da sem preobremenjena, ker tega ne smem, ker to tudi staršem nikoli nisem povedala, ker je bilo treba vse narediti, da bodo starši zadovoljni in hkrati vse narediti, da bo tvoj nadrejeni zadovoljni, sodelavci zadovoljni in v končni fazi tudi ljudje na seminarjih, kjer zdaj delam, zadovoljni. To delaš zato, ker te je strah pred zavrnitvijo. To je potem ta strah, o katerem ti govoriš, anksioznost, pretirani strah, strah, da boš zavrnjen, strah, da ne boš pohvaljen, strah pred lastno nemočjo,
strah pred tem, da če poveš, da ne zmoreš, da si ranljiv. In zdaj te drugi vidijo, tebe, močno žensko, da si ranljiv, da sem ranljiva. Tudi perfekcionizem do neke mere, ne vem, vedno mora biti izdelek, ki ga dam od sebe čisto, tipi-topi. Se mi je zgodilo, da sem eno slovnično napako našla v nekem, ne vem, ali urniku zdaj za seminarje, ali včasih v kakem dopisu in sem šla vse na novo printati in popraviti, ali mi ni bila všeč pisava ali slikca. Mislim, kakorkoli si nagnjen, vsaj jaz sem nagnjena k temu, da mora biti vse lepo in tudi doma, kako so slike obešene, kako brisače visijo, kako so kozarci postavljeni. Mislim, to so težke stvari, ki jih imaš včasih malo tudi značajsko, ker si značajski tako, dostikrat pa res ti vedenjski vzorci, ki jih potegneš iz svojega otroštva, takrat si jih moral delati, ker si pač moral preživeti, zdaj pa to delaš, vsaj jaz sem delala v dobri veri, da delam dobro in da je to nekaj pozitivnega. In zelo težko je potem videti, da pa je to tvoja, ne vem, hiba oziroma ne vem, če je pravi izraz, ampak neka vedenjska motnja, s katero se pa je treba soočiti in poskušati jo potem nekako spreobrniti v dobro in se zavedati tega, ne? Ampak o tem bova verjetno malo kasneje govorili. Tako da v vseh teh deloholizem, strah, perfekcionizem, domače zadeve podpišem. A si se ti, kdaj si se v bistvu začela zavedati, no, da so to v bistvu neki obrambni mehanizmi, da to ni dobro, ne? Ker se mi zdi, da sploh ženske, a ne, smo take, da se nam v tem perfekcionizmu ne zdi nič slabega, saj vsak ima rad doma ženo, ki je pridna, ne, ki skrbi, da je dom kot iz škatlice, da so obroki, ne vem, dobri, zdravi, oburi na mizi, a ne. Recimo, a ti je mož kdaj namignil, žena, tole je pa čisto mač, ne vem, da imava midva tako vse v nulo poštiman? Ne, veš, zdaj mi že namigne, ne. Čeprav, glej, jaz moram povedati, da midva sva oba kot otroka bila zlorabljena. Jaz sem že povedala, kako. Moj mož je pa iz družine, kjer je bila samo mama, kjer sta se starša ločila že v njegovi otroški oziroma pri 2 letih njegovih, zelo zgodaj, očeta ni poznal, kar pomeni, ni imel vzorcev, zato mi tudi ni upal povedati, da imamo vse poštimano, ne. Hkrati je pa imel mamo zelo posesivno in potem posledično ženo zelo posesivno. In on je bil tega vajen. Po značaju je pa tudi, veš, on je strojnik, zelo tako dlakocepski, oni, ne vem, merijo s pomičnim merilom, z šublerjem po domače, to mora biti vse na milimetre in tako da tukaj imava nekje podobna pričakovanja, ne, tako da to ne, ampak to je v zvezi z opremo in s takimi stvarmi. Seveda se je pa ta moja kontrola in to moje komandiranje pa seveda širše razpletlo, a ne. In on je bil vajen biti tiho, poslušati, kaj mami reče, ubogati mamico in posledično je on to vedenjsko, ta vedenjski vzorec prinesel pa do žene. In zdaj, ko se o tem pogovarjava že odkrito, ko sva toliko zrasla v tem najinem odnosu, ko sva odrinila toliko na globoko, brez strahu, da se utopiva, zajela tudi pod vodo, sapo, ne, zdaj upa povedati, pretiravaš ali pa nehaj, komandiraš me, zdaj si upa. Prej včasih pa je preprosto tako, kot on je, utihnil, naredil to, kar je pač bilo treba za narediti in ni tega povedal. Ni, ampak verjamem, da v sebi mu pa ni bilo vse eno. Zagotovo ne, to zdaj poskuša včasih povedati, čeprav še mu zelo težko gre iz jezika. On vedno me samo pohvali, pa lepa si, pa dobro skuhaš, ne, redko kdaj od njega doživim res iskreno, da upa povedati. No, toliko globoko je to v človeku in v njemu in v meni, ne. Tako da, lej, to so pač naše, sama si rekla, ne, da smo ženske take. In mimogrede imamo otroke in še moža za otroka in jaz mislim, da je to tudi
ta slovenska pridnost, no, teh sodobnih žena, ki pač moramo biti, moramo vse poštimati in vse urediti, da bomo na zunaj lepi, ne. In to je tudi mene vodilo, ker mi, ko smo bili v naši družini, smo na zunaj morali, ata rekel, da ne bojo videli, da se kregamo, ne. Prav bilo nam je, ne vem, povedano, mi smo na zunaj igrali srečno družino. Res. Popolno, ne? Tako. In jaz sem potem nekako v svojem, zdaj v odrasli dobi, ko sem se poročila, ko sva imela otroke, ko sva ustvarila družino, midva sta se tudi preselila v Velenje in je bilo to ena res milost, nisva bila v Mariboru, bila sva daleč stran, ni bilo še toliko telefonov in tega, moji sploh niso imeli telefona, njegova mamija, ampak midva tudi ne, tako da ni bilo te kontrole, ne, in smo lahko živeli svoje življenje, ampak v meni noter je bilo tiste mladostne sanje. Nikoli se ne bom kregala. Jaz bom do moža ljubezniva, jaz bom do otrok ljubezniva, ne bom se drla nanje, ne, ampak to bom delala iz ljubezni do njih. Jaz sem 20 let delala vse iz ljubezni in jaz sem mislila, da delam prav in da sem dobra in da sem, a veš, ne vem, da je to v redu, kaj delam. To so bile moje vrednote in jaz verjamem, da marsikatera ženska, ki še ni spregledala, misli, da dela dobro. In če jo vprašaš, dela dobro in išče izgovore, ne, za to svoje delo, recimo. Ne vem, jaz nikoli nisem potrebovala pomoči. Vedno sem zmogla vse sama. Rabiš pomoč, ni potrebno, ne. Kdorkoli me vpraša, vse sama. Potem, ko je bilo pa vsega konec, sem pa dostikrat pred domačimi bila čisto izčrpana, utrujena, noben mi ne pomaga, žrtev, ne. Pa jezna na cel svet verjetno, ne? Ja, ne. In včasih otroci so se že upali, pa daj, no, pa saj smo te vprašali, ne, ali pa tako. A veš, vedno za vsako zabavo, ko smo imeli, ali pa kakšna družinska sreča, ne, seveda, narezki, peciva, to je bilo vse moje, ne. Ta želja potem, sej rada to delam, ne narobe razumeti, rada delam, samo vzgibi niso bili pravi. Ja. Ne, če zdaj vem, da ne zmorem, rečem, oprosti, jaz tega ne zmorem, boš ti to naredil, ti to naredi, dajmo se zmeniti, kdo bo kaj si delo porazporedimo. Takrat pa v tej želji, da si res pohvaljen, ker tega ni bilo pri nas v mojem otroštvu, da narediš nekaj, pač ti svoje talente združiš tudi za to obupno željo pred potrditvijo. Pred tem ne priznati, da si ranljiv. Tudi v službi, ne, sem si nosila delo domov. Nikoli nisem nekako povedala doma, mož je že poslušal, koliko imam za delati, so tudi živeli z menoj, ampak ni bilo problema do 12, enih zjutraj knjižiti, iti za 3 ure spat, pa ne vem, ob 4 naprej. In jaz sem bila ponosna na to. In če kdo ni tako delal, sem si mislila, da no, reveš, če jaz zmorem, zmoreš tudi ti. Tudi pričakovanja do ostalih so potem napačna, ne. To se vleče kot domine, ne, te vedenjski vzorci in prav je, da se s tem soočimo, čeprav je zelo težko in si zelo ranjen, no, ampak osvobajajoče na nek način. Erika, prej si omenila, ne, kako pač ti mož večkrat ni upal povedati kakšnih stvari, ne. Sem se spomnila na tisto misel, ne, ko si poročen, se moraš odločiti, ne, ali boš imel prav, ali boš imel pa mir, ne. In se mi zdi, da veliko naših mož se odloči, da bo imel mir. In enostavno nas nič več ne opozorijo, ne, ker se bojijo našega odziva, ker smo mi zelo hitro lahko užaljene, prizadete, ne. Pri čemer pa mi pa kar lepo kritiziramo, pa ne vidimo svoje mogoče napačne komunikacije do svojih mož, ne. Ja, zagotovo ne. Si omenila, ne, že malo to, ne, kako ta občutek želja po kontroli, a ne, da zakaj, a lahko malo razložiš, kako se počuti človek, ki je zaradi zlorabe, ki jo je doživel, tako obseden s kontrolo, da v bistvu mora kontrolirati vse, kar je možno v svojem življenju. Otroke, moža, bom rekla, malo za hec, še vreme bi kontroliral, če bi ga lahko, verjetno, ne. Daj malo spusti nas v svojo dušo, kakšni občutki se porajajo v tebi, ko začutiš, da ene situacije nimaš pod kontrolo. Kako se takrat počutiš?
Tako kot sem se počutila kot otrok. Preprosto panika. Kaj bo, ne? Kaj bo, če bo šlo nekaj narobe? Ljudje me bojo videli nesposobno. Jemljem na sebe to krivdo, ne? Da se ena stvar ne izpelje. Vse, ne, ko ti kontroliraš, si ti in charge of, to se pravi glavn nad vsem. Sam se narediš. Ne dopuščaš, da se v nekem skupnem družinskem projektu, v nekih počitnicah, v nekem, ne vem, praznovanju nekega rojstnega dne, da smo vsi vključeni in je to spontano in da ni nič narobe, če se kaj polije, če ni vsega peciva spečenega, če pač da, ne vem, nekdo eno drugo skledo na mizo ali pa nekaj. Ne? Vse mora biti popolno in ko ti to sliko vidiš, ne? Ker ti si narediš načrt dela, kakšen bo, ne? In preprosto vstajaš, ne vem, kdaj zjutraj, da vse to narediš, da pa gostje, ko bodo prišli, res popolni. Veš, pri nas, v moji družini, primarni družini, je bila, mi smo stanovali v bloku, tudi midva zdaj stanujeva v bloku. To so vsi naši sorodniki, večina ljudi, ki so k nam hodili, razen teh pač mestnih prijateljev, so imeli hiše. Vedno je bila polna skrinja, vedno so bile domače klobase, domače pečen kruh, številčne družine, veliko prostora in ko si k njim prišel na obisk, nikoli ni bilo problem narezati eno salamo, in te stvari pripraviti. Pri nas pa tega ni bilo. Pri nas je bilo pa stanovanje majhno, sosedovem si sposodil nekaj stolov, bilo je samo 6 stolov, mi smo bili 4, pa stara mama, to se pravi 5. Za vsak obisk je bilo potrebno v dnevni sobi narediti prostor, mizo tja prinesti, si sposoditi od koga kaj, nabaviti stvari. Naš hladilnik nikoli ni bil tako poln, oziroma mi nismo imeli neke skrinje, kjer bi bile zaloge kruha, salame, ne vem, nekje, ki so visele v nekih, ne vem, na gospodarskih poslopjih, tako kot je bilo to na deželi. Pri nas, če so se, recimo, večinoma so prihajali, ko smo imeli kakšna praznovanja v smislu krstov, ne vem, obhajil, birm, ali pa za Jožefovo. Vsako leto, ko je ati je bil Jože, ko je bilo Jožefovo, takrat so prišla njegova 2 brata in del družine, recimo, ampak pri enem bratu je bilo 6 ljudi, pri ta drugem, ne vem, 5 ljudi, pa še kdo bi se našel. In to je bil za mojo mamo tak stres. Ona je 14 dni prej ni vedela, kaj bi naredila od hudega, ne, kje bo hranila stvari, kaj bo pripravila. Ponavadi potem je seveda mrfi, ne, potica ne rata, pecivo malukne, skratka, šunka se prekuha. 1001 stvar gre narobe. In ona je s to svojo paniko, obe staro mamo v bistvu sta bile toliko panične, to prenašala. Zdaj ne vem, kako je sestra doživljala, ona je bila mlajša, ona ima svojo zgodbo in verjetno tudi drugače gleda na te stvari. Ne? Vsak otrok gleda drugače, ampak jaz govorim zdaj z mojega, to, kar sem jaz gledala. Jaz sem bila pa starejša in jaz sem recimo pri enih 12 letih, me ati, oni imajo take dobre tudi te vzgojne, ko sem bila stara 12 let, je oče rekel, punca mora znati kuhati. In me je postavil pred štedilnik in mamo in staro mamo nagnal iz kuhinje. Sobote in nedelje so bile moje. Tako da sem jaz relativno zgodaj se sovpadala z kuhinjo, ampak mi je bilo v veselje. In sta me hitro vključevale v to svojo paniko. Ti boš naredila narezke, ti boš naredila to in sem bila relativno hitro že odgovorna za razne te stvari. Ampak ne vem, delno se prenese in to sem potem prenesla tudi v odraslo, ne. Dobo, če je kdo prišel, ne, je treba vse ponuditi, kaj imaš, pa še več, ne. Velikokrat preveč stvari skuhanih, pa jih pol cel teden ješ, ne. To se potem počasi odvadiš, ampak ta kontrola nad vsem je kot en direktor, ki ima eno ogromno firmo in nosi to težo bremena in ga ne zna porazporediti. In to je to, ne. Nosiš ta križ in te tako dol pritiska, in nisi sproščen, normalno, taka Marta si, ne? Nisi Marija, ki sedeš k obisku k nogam, ki poslušaš, ki se z obiskom pogovarjaš, ki si sproščen, ampak vedno si v enem krču,
kje boš kaj imel, spalnica je vedno bila najna postelja polna peciv, narezkov, vse nekaj moraš hraniti, da ne bojo ljudi videli, kam bojo dali, boš imel dovolj copat. Banalne stvari. Ampak to je tvoja realnost in ljudje moramo začutiti, ali pa ženske moramo začutiti, da se je treba tukaj ustaviti, da ljudje so prišli sicer nekaj malega pojesti, v glavnini so prišli pa na druženje. In da se razen tistih žensk, ki pridajo k nam, nobene sekira, kako je. Ampak kakšne druge ženske pa hitro znajo povedati, ne? A veš, ko smo bili pa pri oni tam zadnjič, pa ni bilo tega, ne? In ti ne vede, a veš, tudi znamo biti pikre, znamo stoditi, znamo pogledati, ko gremo v kopalnico, če je kaj praha po tleh. Ne vem, jaz se zalotim v tem, ne vem, kako si ti, ali kako so druge, ki bojo zdaj poslušale, ampak velikokrat na hitro preskeniraš stanovanje, v katerega prideš, ne? In ti pa hočeš dati en videz ene popolnosti. No, s temi vzorci sem se jaz srečevala in ta kontrola ni osvobajajoča. Jaz sem bila na koncu tako izčrpana, kot da bi, ne vem, eno skalo premikala, ne vem, od Pirana pa do Velenja, no. Res pa bi v bistvu ta dogodek moral biti nekaj lepega, nekaj sproščujočega, ne. Dobro, vse so bile, tudi smo peli veliko pa vse, ampak en delček mojih misli je vedno bil pri tem, kaj še je treba, ne. Glej, midva sva tudi, recimo, poroko najino sama organizirala. Jaz sem sama pecivo pekla, nobena od mam niti ni ponudila takrat, da bi kaj pomagala. A si zamisliš, jaz sem za svojo poroko, sicer nas ni bilo veliko, nekaj 20, sama pekla pecivo, sama sva se šla pogovoriti. Mene, ne mojega moža, so prišli natakarji spraševati, kdaj naj kaj serviramo. Jaz od svoje poroke ne vem nič in tudi se je nerada spominjam. A veš, kako globoko gre ta kontrola, no. Ampak vse, kot sem že prej omenila, v zavedanju, da delaš dobro, da delaš prav, da to potrebuješ, to samo potrditev oziroma potrditev drugih, koliko je bilo dobro, koliko si pa to dobro naredila. To potrebuješ, zato ker tega nisi dobil in detektorje za pohvalo imaš tako močne in tako si želiš, dajte me pohvaliti, glej, vse narediš, ne, ni pa prav, zdaj vem, da to ni prav. Takrat sem bila pa velikokrat ponosna na to, če je kaj dobro izpadlo, ne, in sploh, če še pol mož rekel, pa je fajn bilo, ne, in sem iskala, ti pa to je bilo narobe, ne, me je vedno pomiril, super si bila, ne, tako da imam moža, ki me dostikrat pohvali, to me je mogoče malo reševalo, no, ampak ni prijetno biti, težko je, no, ko si tega osvobojen, zdaj diham in zdaj se pa res lahko sprostim, ko kje pride kak obisk in se usedeš in klepetaš in potem Ingrid rečeš, kjer kaj popil, pa daš ena rešide gor, pa je stvar rešena in se ne obremenjuješ, ker so ljudje prišli k meni in k mojemu možu in k naši družini, ne pa k temu, da bi moje kulinarične sposobnosti občudovali, ne. Ja, to si zdaj super iztočnico dala, ne, ker v resnici ljudje ne vemo, da smo velikokrat ujetniki, a ne, sami sebe pa nekih lastnih navad ali pa pač želja, ki jih imamo, želje po potrditvi, po sprejetosti, a ne. In tako, kot si že sama lepo rekla, a ne, ta napredek narediti od tega, da ne vem, če imaš obiske, da ni cel obisk zdaj pokvarjen, če je šla ena jed narobe ali pa se je v pečici zažgala, a ne. Pri čemer smo gospodinje take, da bomo na glas, na dolgo in široko razlagali, kako se nam je nekaj ponesrečilo, kar ljudje sploh opazili mogoče ne bi, če ne bi povedali, ne. Pa bi te vprašala, kdaj si pa potem odkrila, kaj je bila tista prelomna točka, ko si ugotovila, da vse to, kar počneš v najboljši veri, da delaš prav, da je to v bistvu škodljivo, a ne, tako za tvoj zakon, kot za tvojo družino, za tvoje otroke. Ja, 20 let sva bila poročena. 20 let je bila ta, ne vem, saj velikokrat tudi pristna veselost in tako, no, ampak 20 let je bilo te površinskih, tega balasta, kateremu ne bi smela midva kot zakonca, ne vsak zase, no, dajati težo. Potem se nam je pa zgodila naša Jasmina. Naš drugi otrok, druga hčerka, ki je pa silila ven iz kalupa, katerega
se mi jaz pripravila ali pa midva kot starša pripravila. Ne? To pač imaš en kalup in noter ulivaš to seme, ne? In mora biti noter in ti to lepo uravnavaš. Zdaj, ne vem, sin je drugačen in je nekako ostal v tem kalupu in teh pričakovanjih, oziroma, ne vem, verjetno bi ga morala vprašati, kdaj, koliko je on bil jezen, ne, ko se o tem, se morava še malo pogovarjati o tem, tudi sinom. Ampak Jasmina je začela pa kar kipeti, veš, kot testo, ki mu daš preveč kvasa in potem je lezla ven in v nekem obdobju, v začetku srednje šole, je postala darkerka. Je bila črna, od oblačil do oči, do nohtov, kaki piercingi, prebodena, ne vem, tetovaža, potem bodice. Skratka, čez noč se je najina deklica ali pa moja deklica, roza, lepa punčka, spremenila v človeka, ki ga jaz nisem poznala in midva nisva poznala kot starša. In takrat sva se zavedala, no, midva sva se skupaj zavedala, veš, ni med nama bilo razdora, sva skupaj počela te stvari. Obsedela enkrat eno soboto v kuhinji in mislim, da sem jaz rekla: Zlato, nekaj delava narobe, to ne gre več, midva morava najini hčerki pomagati. Ne znava, ne, tukaj pa ne znava, tukaj sva pa pogrnila na celi črti. In potem pade na tebe to obupno breme, da ti nisi dober kot starš. Da si nekje zgrešil in iščeš potem izgovore, ne, da si pač delal po najboljši veri in po najboljšem znanju, seveda. Ampak jaz sem vedela, oba sva pravzaprav vedela, ampak jaz sem dala pobudo, da si morava pustiti pomagati. In to res svetujem vsem. Ko vidite, da gre narobe, ali pa že prej, če ste dosti tenkočutni, senzibilni, pustite si pomagati. Midva sva iskala pomoč seveda v katoliških vodah, pri duhovnikih, pri mojih sodelavcih. Ko sem bila na teološki fakulteti, takrat so me takoj, so bili res, sem jim hvaležna, takoj so odreagirali in sva midva bila zelo hitro na Frančiškanskem družinskem inštitutu in tam bila deležna 6 terapij. Ampak midva sva šla pomagati najini hčeri. Zgodilo se pa je že na prvi terapiji, da sva se soočila s kruto realnostjo, da v bistvu midva rabiva pomoč in da je ona odraz naju, najine mladosti, najinih vedenjskih vzorcev. In takrat sem jaz osebno ugotovila, o moj Bog, a to, kar jaz delam, ni v redu. Pa saj sem vse delala z namenom, da nam bo boljše, kot je bilo nam. A ni v redu, a tudi to ni v redu, tudi ta druga skrajnost, ne kregati se, tudi to ni v redu. Ne? In to toliko boli. To zavedanje, to, da moraš sam sebi priznati, kak pacek si bil, mislim, kakšna sem bila. In da zdaj moja hčerka trpi zaradi tega in pada v brezno in mislim, kriva sem pa jaz svojim obnašanjem. Ne? To so res taka spoznanja, take preizkušnje, tako da najprej je bil res šok. Potem mogoče, seveda, najprej pri vsakem takem šoku je malo zatajevanja, malo opravičevanja. No, potem sva bila takoj tudi napotena na seminar družine in življenja, na nepozabne trenutke za naju, ki so bili takrat v Ankaranu, in tam zopet drugo za drugo spoznanje, vsak nagovor. Po vsakem nagovoru sem bila bolj gola. Kot veš, čebula, je šel ta oklep iz mene in to spoznanje, jaz sem zelo hitro spoznala te stvari, kakšna sem. Prav videla sem, veš, dano mi je bilo res ena taka božja milost, dano mi je bilo videti sebe v določenih trenutkih in v odnosu do moža. Prav fizično, to sem že tudi na pričevanju o tem komandiranju moža govorila, fizično sem
se videla v določenih trenutkih najnega življenja, ko ne delam prav. In do otrok, ne, in to bolino. Erika, te lahko prekinem, kako pa to, povej. da se nisi recimo takrat v tej krivdi čisto utopila, kaj te je pa takrat v bistvu reševal? Ker lahko na tej točki veliko parov v bistvu neha hoditi na terapije, ne? Ko ugotovijo, da bi morali spreminjati sebe, da ni otrok problem, ogromno parov ne zmore tega koraka, ne? Kaj je tebi takrat pomagalo, da sta zmogla, no? Kaj vama je pomagalo? Glej, jaz mislim, da sva midva imela, jaz pravim temu milost ali ne vem, eno intuicijo, da to, ko sem jaz sklenila, da se ne bova kregala, da se jaz nikoli ne bom kregala, mož pa je bil poslušen, do neke mere si nisva prizadela z nekimi besedami in tega nisva bila toliko ranjena, da bi še med nama bile ti prepiri in nesoglasja in zamere, a ne? Ja, do teh vedenjskih vzorcev že, ampak se pravim, sva bila navajena tega, tako da midva sva stopila z roko v roki. Midva se spomnim, ko sva šla od terapij, iz mene kar bruhalo, to narobe in sva se podpirala, na seminarju pa sva dobila uvid, da, veš, spomnim se, da je Dani dal listek papirja in je rekel, naj napišemo 5 prioritet. In seveda prvo delo, ne, itak je bilo delo, družina in tako naprej, ne vem kaj še vse. In on pove, pravi, veste, kaj sem pa jaz napisal? Pri meni je pa na prvem mestu Bog. In takrat je mene tisto, a veš, tudi ko spregledaš, da imaš v bistvu, mi smo bili skavti, mi smo bili vsako nedeljo pri maši, pri dveh pevskih zborih, v ŽPS-ju, ni da ni aktivni v cerkvi, ampak to so tiste klukce, tiste nedeljniki, to narediš, da zadostiš, smo molili doma, vse smo delali, ampak pri nas Bog ni bil doma, čakal je, ne, glej, stojim pred vrati in trkam in mu nismo dovolili, ne kot družina, da vstopi, ne jaz osebno, nisem odprla vrat pa rekla, glej, Jezus, pridi noter, večerja z menoj, pripravljeno je, ti boš vse pojedel, ne glede, kaj bom skuhala. In ta zavest, to, da je rekel Dani Bog na prvem mestu, potem oče je skrbnik družinske molitve in tega, to je Zlatkota zadelo. In to, da je kljuka na vratih, s katerimi stopa Bog v tvoje življenje na notranji strani, kar pomeni pri meni, da jo moram odpreti. Tako da jaz mislim, da midva sva imela res to veliko srečo in milost, da sva takoj na začetku, ne, ker to je bilo kar hitro, to se je v 14 dneh zgodilo, ali pa v enem mesecu dejansko, da sva takoj začela z molitvijo, midva sta se takoj v zakonsko skupino vključila in potem tudi na druge seminarje kasneje hodila, da sva videla to potrebo in da sva videla in da takoj, ko sva pa dovolila Bogu, da vstopi in začela s to skupno molitvijo, so se pa vsaj pri meni začeli pa res, tako kot sem ti rekla, ne, ti, da se vidiš. In potem sem pa potrebovala kakšne pogovore, mi da so te terapije naredila do konca. Tam so naučili kregati, da je tudi recimo en majhno nesoglasje že začetek prepira in da če je polno teh majhnih nesoglasij, pravimo pometenih, pod preprogo se enkrat spotakneš in potem zbruhne ven. Jaz sem velikokrat potem, sem se spomnila, sem imela kakšne samogovore in sem napijala slabo vest, ne, Zlatkoto in pričakovanja in vse, ne, in potem sem pa videla, ustavi se ženska, daj ti sebe poglej, svojo notranjost čisti, svojo etico, ne. Zelo jasno mi je bilo, ko sem prebrala, da je v človeku, v človeškem srcu je sicer veliko kamrica, ne, vsak ima nekje svojo kamrico, tudi ti imaš pri meni eno kamrico, ne, ampak 2 veliki kamrici sta pa v eni, noter odlagaš negativne misli, negativna mislim, svojo nemoč, jezo, slabost, kritiko, kritizerstvo, vse tam noter odlagaš. V drugi odlagaš pa zahvale in veselje in srečo in, ne vem, zadovoljnost in to, da si sam sebi všeč, da veš, da si vreden v Božjih očeh.
In v kateri kamrici se bolj zadržuješ, kje si raje, tako tudi tvoje srce odreagira. Takšen si. In sem začela zavestno se zadrževati v ta veseli kamrici, tam, ko ti je lepše, tam, ko je upanje. In vzgajati svoje srce nekako, da začne drugače odreagirati. Ne? Ker prej včasih je bilo dosti tega. Ne? Jaz sem po mojem otroštvu filala samo to, polnila, grdo govorim, se opravičujem svojemu narečju, ampak polnila to kamrico jeze, nemoči, zamer. In tam noter je bilo veliko ujetnikov, vključno z menoj. Ne? In potem je tudi proces odpuščanja. In skratka, ne vem, za naju je bilo odrešujoče vključevanje v zakonske skupine. Sva nekaj obdobji bila, zdaj sva v 3, recimo, ne? Pač nekaj več mi dva rabiva, sva pač taka nepoboljšljiva. Seminariji, pogovori, molitvene skupine. Imam veliko takih prijateljev, veš, tako kot smo, recimo midvo tudi, ko so v pisarni dosti klepetava in tam upaš odriniti na globoko, upaš nastaviti, pogledati v ogledalo, ki ti ga nekdo nastavi. Ne? To zdaj znam, čeprav še zmeraj so te vedenjske stvari tako globoko zapeljane, da čisto dobro ne bo nikoli. Ne? Moraš biti vedno pozoren, vedno pa nisi. Kaka stvar spravi stira in odreagiram čisto tako, stara Erika, veš. Ampak zdaj vem, ne, se ustavim, izprašam vest, pač pri spovedi sem bolj pogosto. Imam stalnega spovednika, mu samo naštejem to, itak ve. Ne, tako da znam ubesediti in znam prepoznati, zakaj se mi to dogaja, analizirati. Z Zlatkom se zdaj ogromno pogovarjava. In tudi še zmeraj to ne pomeni, da je on zelo glasen in zelo dosti govori, ker pač je značajsko drugačen. Ampak jaz mu dovolim njegovih 5 minut ali pa njegovih 10 minut in ga poslušam in spodbujam. In zdaj že počasi se tudi on odtaja in mi upa kaj povedati, da ne bom jezna in prizadeta. Ne? Ker zagotovo, če mi je kdaj mogoče kaj povedal, sigurno je videl, kako se mi je povesil obraz. No. Ko pač prepoznavati sam sebe, to se mi zdi dobro. No. Soočiti se s tem in se imeti rad in ta križ ne, da te pritiska na tla, preprosto ga vzeti, objeti, pomagati, reči Jezusu, daj še ga ti primi, itak ga on večinoma časa nosi in si dovoliti pomagati. Tudi kaki Simon iz Cirene so dobrodošli, da ti odvzame ta del bremen, ki si jih nevede nalagaš ali pa vede ali pa vzmoti, kakorkoli. No. Soočiti se za to svojo ranljivostjo, ne? Ker to ni ena taka preizkušnja, ampak je celo obdobje življenja, s katerim se moraš soočiti. In prav je, da se, in to je to. No. Jaz sem se in toplo priporočam tudi drugim. Sem tudi komu na razpolago, če me bo potreboval. Sem vajena tega, da me kdo pokliče in kaj podebatiramo. No, super, ker si to rekla, ne, da si navajena, da te kdo pokliče. Ne. Bo kar nadaljevala z eno stvarjo, ki vsi, ki te poznajo, ne, vejo, da si zelo natančna, ustrežljiva, vedno prijazna, da redko se razburiš. Ne. In to je neka taka lastnost, take ljudi imamo načeloma vsi radi, ne. Take, ki nikoli ne rečejo ne in so vedno na razpolago. V čem je pa problem, če si ti tisti, ne, ki ne znaš reči ne in si vedno na razpolago? Malo si že omenila, ne, te vzgibe in vzvode, zakaj nekaj delamo. Lahko še ta vidik malo osvetljiva? Najprej hvala, ker me vidiš tako, ker me ljudje vidijo tako, ampak jaz upam, da je zdaj, kar sem pri družini v življenju, teh zadnjih 15 let, ko se vzgajam, velikokrat ta ustrežljivost pristna in ta natančnost in ta prijaznost, ker tudi delo, ki ga zdaj opravljam za zakonce, posebej na seminarjih, mora tudi imeti en videz in tudi mora biti nekako nečisto popolno, ampak dobro, da si ljudje potem zapomnijo, pridajo tja in da uživajo tudi v teh drobnih stvarih. Tako da to je moje delo. Naredim tudi to udobje, lepo sobo, ne vem, kakšno presenečenje v sobo, da so sprejeti, da se ne smejiš, ko pridajo. Ne, ampak jaz mislim, da zdaj je to taka iskrena pristnost, da ni več to tista pridnost, da nekako prehajam iz te pridnosti, ki je samo zato,
da zadostiš in zaradi strahu, da nisi sprejet, da prihajam zdaj v to drugo, v to pristnost, da to jaz sem. Da zdaj že upam povedati, ne, zagotovo, da če so tuji ljudje, ko pridejo, ne moreš zdaj rohneti na njih, to tudi ni prav, ampak upam, da si pri kakem telefonskem pogovoru, ne vem, ko vidim, da nekaj gre čez mejo zdravega in razumnega in da pričakujejo preveč in da se stvar, ne vem, gre nekam, kamor ne sme biti, kjer bi prej vse potlačila in vse naredila in ne vem, še druge opletla v to, da zdaj mirno rečem ne, da mirno povem v spoštljivem tonu nekomu, kaj mu gre na lep način, ali napišem sporočilo, da to si zdaj upam. Da upam tudi sodelavcem, tudi vam povedati, kdaj sem v stiski, a veš, da sem to prestopila in vem, da zdaj nisem žaljiva in da me imate vi zaradi tega verjetno še bolj radi. Zaradi tega, ker zdaj smo se naučili, vse se vsi učimo, no, ampak jaz sem se naučila, da imam človeka raje, če mi nekaj pove, da nisem užaljena. Ne? Sicer na prvo žogo te zadene, ampak potem, ko pa ti premisliš, se analiziraš, pa vidiš, da ima človek prav, lahko greš s hvaležnostjo in da se zahvaljuješ. Tako da mislim, da s temi lastnostmi ni nič narobe, če jih delaš pristno, ne? Da si priden. Ampak moraš si pa dovoliti tudi, da ko pa ne zmoreš, ne? Da deliš delo, da pokličeš na pomoč, da si lahko bolan, da lahko se usedeš, pa tudi komu rečeš, oprostite, ampak 5 minut rabim zdaj pauze, da to ni nič narobe. Da s tem samo pokažeš, da si lahko ranljiv in da je to pozitivno, da drugi vidijo, da si ranljiv, ker si potem tudi oni upajo biti ranljivi. V družbi z nekom, ki je pa vedno popoln, pa se človek, ki pač to ni, mislim, da ne počuti dobro. Zaradi tega, ker gre na živce. Ne moreš biti skozi. Saj si samo človek. To so tisti, ki so to že presegli. Ne? Ali pa nekdo, ki ni sposoben, ki je karakterno tudi drugačen, ne more živeti ob eni taki osebi, ko sem jaz, zato ker ga dušiš za svojo, v narekovajih, to slovensko pridnostjo, to super žensko, ko si ti rekla, super mamo, dušiš tudi svoje otroke. Če hčerka vidi eno tako mamo in karakterno ni taka, da bi tudi bila dinamična, jo zatolčeš, otroka zatolčeš, ali to je problem, da te vedenjske stvari sem jaz 20 let ali pa mi 20 let in jih morda še ne prenašava tudi na otroke. In so jih videli pri starem očetu, jih vidijo še pri stari mami, pri ta drugi stari mami in zdaj jih vidijo delno tudi pri starših in o tem se je potrebno pogovarjati. In jaz se z Jasmino sploh se zdaj dosti pogovarjava o tem in sem jih hvaležna, ker ona mi pa res pove nazaj, takoj v trenutku, sicer. Včasih z besedami takimi, da zabolijo, ker podobno pove, kot sem jaz povedala, to je pač vajena in moram reči, ok, to sem jaz, ne. Ampak tako, znam že potem tudi nazaj povedati, glej, umiri se, veš, da sem jaz tukaj bila taka in taka, daj, ne, umiri konje v sebi. Z Markom pa tudi, no, mi je veselje, ker se radi vračajo domov, kar pomeni, da le nismo bili toliko slaba družina, da radi pokličejo, da, ne vem, tudi mi dva rada greva tja, no, tako da imamo zdaj, da sva pravi čas še speljala stvari res na prave tirnice, če tudi so bili otroci odrasli, že praktično Marko 18, Jasmina 16, ampak se mi zdi, nikoli ni prepozno, ne obupati, tudi če ste že stari starši, pa imate odrasle otroke, ki so že poročeni in vnuke, še zmeraj, če prepoznaš kakšno od teh stvari, o katerih sva zdaj midve govorili, ustavi se, zazri se vase, prosi Boga, da ti pomaga prepoznati, pojdi do človeka pa reči, glej, tu pa ni bilo vse v redu, zato se ti pa želim opravičiti. Ne, tako da se mi zdi, da je to tono. Mislim, zadnjič sva govorili o tem opravičilu do teh akterjev, ki te prizadenejo v otroški dobi, ali pa še tudi mogoče zdaj, ne, ker si ranljiv. Zdaj smo pa mi na potezi, tokrat sem pa jaz na potezi. Je težko, težje kot tudi meni osebno, težje sebi odpuščati in se iti k nekomu ni mi lastno,
To meni ni lastno, iti k nekomu pa mu reči, oprosti. To zdaj pri možu treniram, pri njemu si največ upam, on ima to lastnost. On pride takoj po parih minutah, glej, oprosti, ne glede, da večinoma sploh ni on kriv. Mislim, kriv mogoče z eno besedico, če napačno, ampak je mogoče večji delež moj, zdaj vidim, ne. On pride vedno, objame, reče oprosti, jaz pa nisem vedno sposobna, jaz pa navadi rečem, ne še zdaj, okej, pa pride čez pol ure, a zdaj že lahko. Mislim, toliko, veš, prav lepo mi je, no, da se tega lahko ob takem moškem učim, da imam to, da se učim reči oprosti, da vidim to, ne, takoj, ko nekaj povem, potem, ne vem, čez kako uro, ko prihaja za mano, ko dosti analiziram sebe, ali pa ob večeri, gled, tam pa ni bilo dobro, tam pa sem enemu čist bedasto kot en ranjen otrok zabila eno stvar, en stavek nazaj, pa da eno, pa kaj se pa greš, koliko je po tebi kristjana, se je prav je, da povemo, ampak način, kako povemo nekomu, to moramo paziti, ne, premisliti. Jaz sem zelo na prvo žogo, tako da to se moram najbolj učiti, utihniti, premisliti, šteti do 3, do 5, do 10, če je potrebno, in potem nekako povedati, ne, da človeka ne prizadeneš. Tako, sem zašla verjetno, ne? Ne, nič hudega. Veš, to si zdaj tako fajn napeljala, pa bova samo počasi pripeljale tole najino oddajo k zaključku, a ne? Ko si omenjala, ne, se še zmeraj učim, ne, sem še zmeraj na tej poti. Nikoli ne bom popolna in tudi moj mož nikoli ne bo popolna, ne. In to se mi zdi ena tako pomembno sporočilo, no, a ne, ker vsi pravimo, ko spoznamo nekatere stvari o sebi, ko zavestno, ko začnemo delati drugače, si želimo, da bi bilo pol to enkrat za vselej rešeno, ne, pa ni, a ne. Smo pač kot ljudje, padamo, delamo napake, zato imamo tudi zakrament spovedi, da lahko potem se teh napak tudi spovemo, se za njih opravičimo, a ne. In bi te samo še tukaj vprašala, no, recimo, ta želja po potrditvi, a ne, recimo, še zmeraj verjetno ostaja v tebi, saj vsak od nas si želi te potrditve, to išče, a ne. In zdaj, ko nekako veš, da niso vsi okoli tebe tisti, ki naj bi ti to potrditev dajali, kje najdeš to potrditev? Oziroma, kaj bi rekla vsem tistim, ki smo ranjeni, ki iščemo to sprejetost, ta občutek varnosti, kje naj ga iščemo, da ne bomo s tem pretirano obremenjevali svojih zakoncev, svoje družine ali pa tistih, s katerimi živimo pa delamo skupaj? Ja, veš, da je kar težko vprašanje, kje najti potrditev. Mene mož dosti potrjuje, to je res, to imam srečo. Zavedanje, da sem ljubljeni Božji otrok. Da ne glede, kaj naredim narobe, čez poved lahko dobim odpuščanje. Potrditev dobim tudi zato, ker se zdaj sama sprejemam sebe. Ne vem, jaz sem imela velike probleme za svojo samopodobo in ne vem, svojim izgledom, svojimi lasmi, ki so taki, kot pač so in niso dovolj gosti in dolgi in tako in svojo postavo. Skratka, taki ženski problemi. In zdaj pa se zjutraj, ko se zbudim, ko se pogledam v ogledalo, rečem, hej, lepa si. Božji otrok si, lepa si. In sama sebi se mi zdi, dajem potrditve. Prej si jih nisem, ne, prej nič ni bilo, karkoli sem naredila dovolj dobro, vedno sem potrebovala, ne. Ampak zdaj imam tudi cel kup enih prijateljev okoli sebe. Glej, že našo ekipo, naše zakonce, kjerkoli smo, ljudje, ki smo skupaj na tej poti, ki te tudi potrjujejo. Drugače pa, veš, iskreno povedano, se mi zdi, da niti nisem več toliko ževčna te potrditve. Zato, ker se s tem več ne obremenjujem, ker sem
šla čez to, ne? Tako da v redu, vse ti godi, če nekdo reče, to si pa dobro naredil, ampak niti pa nisem tega, da bi mi nekdo ploskal, da bi me nekdo javno izpostavljal. To sem jaz, delam z veseljem, ni me treba, ne? Jemljem to že zdaj. Mi je včasih tudi malo v nadlego, no, če mi kdo pretirano pravi, da je vse okej. Pa je Pusti me. hvalnice. Ja, ne vem, no, jaz nisem človek, ki bi, želela sem si, ampak ne v tem smislu, da bi me nekdo hvalil. Jaz, ko sem si od staršev želela, sem si želela samo to, da bi me kdo objel. Moj jezik ljubezni je tudi so dotiki in seveda besede potrditve, ja. Ampak na tisti pristen način, ko sem v tistem trenutku, nekdo ti mogoče reče hvala, ali pa dobro je bilo, ali pa tako, no, ne teh hvalo in slavospevov. Tako da, ne vem, jaz črpam, zdaj je to res v teh skupinah, ko smo v svojem zakonu, ki je zdaj res odrinil na globoko v najin odnos, drugače pa tudi potreba potem se počasi umirja. Ni več tako močna in tudi strahu ni. Jaz čutim, ne vem, v sebi en mir. Bila sem recimo zdaj 2 dni, ko sem vedela, da bomo to snemale, malo vznemirjena, mogoče govoriti o sebi, ko sem se pripravljala, ampak potem, ko sem zmolila, sem rekla, Gospod, daj mi mir, je v meni mir. In skozi imam tako prisotno, vse bo dobro, mir, tukaj sem, ne. Tako da, ne vem, to je verjetno tudi prednost biti v odnosu z Bogom. Ja. In imamo ta privilegij in to prednost, saj jaz jo tako jemljem, tako da to je to. Točno to, kar si rekla, ne, sem jaz razmišljala, ne, če ti prepoznaš svojo vrednost v Božjih očeh, a ne, potem ne iščeš več te potrditve toliko zunaj sebe. In v bistvu je to edino, ne, kar nas lahko rešuje, kadar smo nagnjeni k temu, da pač iščemo to potrditev zunaj sebe, da se zavedamo, da če se ne čutimo vredne, ljubljene od Boga, od človeka tega ne bomo nikoli dobili v taki meri, kot bi rabili, ne. Ja. In to tudi pomaga pri ozdravitvi, to zavedanje, da pri Bogu si pa vedno bil ljubljen. Ne? Meni je bilo to spoznanje, da je moj oče v nebesih in moja mati v nebesih, mati Marija, da sta vedno bila vzporedno in pri njima sem pa bila ljubljena. Da sta nekako pomagala staršem mojim, no, nadomestila to, kar nista dala, da tam pa sem vedno sprejeta. To mi je bilo tudi eno izmed mehanizmov za to, da sem odpuščala potem staršem, ne, da imam očeta, ki pa sem ljubljena, da lahko k njemu v objem spležem, čeprav zelo težko, ker pri svojem fizičnem očetu nisem znala, ne, je težko tudi z Bogom nekako, je treba kar biti vztrajen pri tem, da stopaš v odnos z njim, z Marijo, ne, ker ne poznaš tega, kako je, da se k mamici stisneš. Mogoče črpam bolj iz tega, kako jaz stisnem svojega otroka ali pa zdaj vnuka, kako se privije, kako mu šepetaš, in na tak način vem, da tudi Bog za nas skrbi, tudi ko smo odrasli, ne, da on nas nikoli ne zapusti, ne glede kako hudo je. In temu ne moremo nič drugega dodati kot en amen, a ne? Amen. Ja, draga Erika, hvala. Hvala za tvojo iskrenost, pristnost, za tvoje pričevanje. Verjamem, da bo vse, kar sva si danes povedali, izrekli, še dolgo odmevalo v mnogih srcih, vseh, ki so se v podeljenem prepoznali. In hvala tudi vsem vam, ki ste naju spremljali. Če vas je pričevanje nagovorilo, ste lepo povabljeni, da ga delite na socialnih omrežjih, da ga morda uporabite kot izhodišče za pogovor na zakonski skupini, da k ogledu povabite vaše znance, prijatelje, še posebej tiste, ki se soočajo s podobnimi izzivi v življenju. In če želite biti o naših oddajah obveščeni, vabljeni, da se naročite na YouTube kanal. Za konec pa izročiva tole oddajo še v Božje roke. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, hvala ti za ta posvečen čas, ki smo ga preživeli skupaj.
Hvala ti za vse pričevalce, ki nam s svojimi zgodbami pomagajo videti, kaj je v življenju bistveno, ki nas učijo odpuščati in preko katerih vstopaš v življenja posameznikov in družin ti. Izročamo ti naše zakonce, naše družine, naše otroke in našo domovino. Naj se tvoja ljubezen razlije na vse, ki se počutijo osamljeni, žalostni in jezni, ki jih je strah prihodnosti. Daj, da bi zmogli vedno znova prihajati k tebi, ki si pot, resnica in življenje. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.